Ta video postaja izjemno viralen in gre za zgodbo Miss Izraela Melanie Shiraz, ki je šla na neko mesto in sedla poleg Mamdanijeve žene. In joj, kot si lahko predstavljate, se ji ni ravno dobro izšlo. To se dogaja v ozadju, ko je Mamdani na spletu deležen ostrih kritik, ker uporablja ChatGPT za objavljanje izjav o tem, koliko mu pomeni boj proti antisemitizmu. In to prihaja od istega človeka, ki za porast antisemitizma krivi Izrael, ne pa svojega islamističnega protijudovskega govora. Ampak temu bomo prišli čez trenutek. Poglejmo, kaj se je zgodilo, ko sta se Miss Izraela in Miss Grda New York srečali v restavraciji ali kavarni ali nekaj takega. Ugani, kdo je sedel poleg mene v kavarni v New Yorku? Nihče drug kot žena Zorana Mamdanija, Rama Duvai. Ista Rama Duvadži, ki je pred kratkim objavljala grozno antisemitske, protiizraelske in terorizem podpirajoče stvari, ter se zato tudi opravičila. Ampak tukaj je smešna stvar. Bila je pripravljena narediti fotografijo z mano, dokler ni izvedela, da sem Miss Izraela. Dokler ji nisem povedala, da sem Izraelka, sem bila razočarana, ko sem videla, kakšno retoriko je promovirala na spletu. Mimogrede, vsa čast Melaniji, dobro za to mlado Miss Izraela. Ona je nova tekmovalka, dobro zanjo. Predstavljajte si, da sedite poleg žene Mamdanija in rečete: veš kaj? Mislim, da tvoje opravičilo ni ravno legitimno, ker si, iskreno rečeno, en kup sračke. In to ni ravno to, kar je rekla, ker je Melanija očitno veliko bolj kulturna in uglajena kot to. Ampak je rekla nekaj v smislu: ne objavljajte takih smešnih opravičil. Mimogrede, si lahko predstavljate, če bi imeli še kakšnega politika na visokem položaju, katerega žena bi tako govorila, kot da dejansko podpira teroristične dejavnosti? Si predstavljate, če bi žena Mamdanija objavila video, v katerem bi rekla nekaj v smislu: o ja, ISIS, obožujem jih, ali naj živi 11. september. Takšna vsebina ne bi pomenila, da ne bi zmagal na volitvah. Ampak očitno, ko gre za celotno zadevo z Izraelom zaradi manipulacije in pristranskosti, je to kar naenkrat sprejemljivo. Povedala sem ji, da je del moje ideologije, kot Izraelke, imeti produktiven dialog, v katerem ena stran ni nenehno dehumanizirana. Ampak kljub temu, da je bilo vzdušje mirno, je v trenutku, ko je izvedela, da sem Izraelka, zavrnila pogovor z mano. To pa odpira vprašanje: če se lahko javno upravičeš za dehumanizacijo Izraelcev, ne moreš pa se v resnici pripraviti do tega, da bi enega človeško obravnavala, ko se srečaš iz oči v oči. Kaj to pove o tebi? In kaj to pove o stanju naše politike, če upoštevamo, da gre za ženo župana New Yorka? Veš, kaj to pove o tebi? Veš, kaj to pove o tebi, Melanie? Zdaj ti bom dala en nasvet. Pove, da si lažnivka in da si želiš samo javne pozornosti. In potem tista izjava o obsodbi antisemitizma in opravičilo. Vse neumnosti, same neumnosti. Zdaj vemo, da je Mamdani verjetno dobesedno številka 1 med bleferji v New Yorku. In moram reči, glede na stanje stvari v New Yorku, je to kar impresiven status, ki ga je dosegal. Mimogrede, če še niste bili tukaj, dobrodošli. Sem Meira K. To je The Pushback. Imenujemo pa se Pushing Back. Zato kliknite gumb za naročanje, če vam je dovolj. Dobrodošli, našli ste svojo skupino. Še pomembneje pa je, da poskusite promovirati ta video, ker tako razširjamo informacije o tem, o čemer govorimo. Bila bi vam izjemno hvaležna. Zdaj, vse to, tisti video, ki je zdaj postal izjemno viralen, ker je, spet, Miss Izraela sedela poleg Mamdanijeve žene, kar je velika kontroverznost. In ta video je bil res zelo dobro narejen. Vse to se dogaja, medtem ko se Mamdani sam sooča z nekaj negativnimi odzivi zaradi tega, ker je popoln bedak. Prav. In ker ste morda slišali, presenečenje, v New Yorku antisemitizem narašča. Kdo bi si mislil? Kdo bi si mislil, da je temu tako? Kakorkoli, potem napiše ta tweet. Zgrožena in jezna sem zaradi svastik. Da, svastike, narisane na domovih in sinagogah v Queensu, tudi na plošči, ki časti preživele iz kristalne noči, kaj ne? Tisto noč v Nemčiji, leta 1930 in nekaj, ko so uničili vse sinagoge. Kakorkoli, to ni samo vandalizem. To je namerno dejanje antisemitskega sovraštva, namenjeno vzbujanju strahu. Za antisemitizem ni prostora. Zdaj, v teoriji bi bila to čudovita, lepa izjava proti sovraštvu do Judov, ki pesti New York. Razen dejstva, da lahko vsak, ki ima oči in je uporabljal umetno inteligenco, vidi, da je to naredila umetna inteligenca. Zdaj pa majhen nasvet od Ire. Za tiste, ki še niste ugotovili, vidite tole malenkost?
tista mali en pomišljaj. To pomeni, da umetna inteligenca piše vaša besedila, prav? Še pomembneje pa je, da ima umetna inteligenca zelo nadležno navado, da dela take izjave, kot so: to ni, ampak je. Torej, to ni samo vandalizem, to je namerno dejanje. To ni žalost, to je depresija. To ni frustracija, to je globok klic po obupu, karkoli že je. To je kot zaščitni znak umetne inteligence. To ni samo vandalizem. To je namerno dejanje antisemitskega sovraštva, namenjeno vzbujanju strahu. Za antisemitizem ni prostora. Dobesedno vsak, ki je to prebral, si je mislil: Mamdani, ali lahko vsaj poskusiš bolje lagati? Ali lahko vsaj poskusiš bolje lagati? To je bilo pred 8 urami. 8 prekletih ur nazaj. Poglejte, s kakšnimi razlogi za antisemitizem pride Mamdani. Po mojem mnenju je to naravnost grozno. Iskreno, tega človeka ne moram gledati. Ampak moramo. Hvala, županja. Lahko ocenite, kako mislite, da so stvari potekale sinoči na protestu pri sinagogi Park? Menite, da je policija učinkovito zagotavljala varovalni pas? Je to v bistvu tisto, kar se je zgodilo? In ali je bila po vašem mnenju pravica do protesta dovolj zaščitena? In potem imam še eno vprašanje. V redu, za tiste, ki ne veste, v New Yorku se je zgodil velik dogodek z velikim protestom in morali so vzpostaviti nekakšno improvizirano varovalno območje. Veliko varovalno območje, ker so bili zelo zaskrbljeni zaradi nasilja, ki bi lahko sledilo. O tem lahko berete na spletu. Verjetno bi morala pripraviti kompilacijo o tem, ampak to je za drugič. Poglejmo, kaj ima Mamdani povedati o tem. Da, mislim, da sem večkrat jasno povedal, da v tem mestu verjamemo v svetost pravice do protesta. In prav tako smo zavezani k temu, da lahko vsak prebivalec New Yorka varno vstopi ali izstopi iz verskega objekta. In da ta dostop nikoli ne bo vprašljiv, hkrati pa varujemo tudi prvi amandma. Verjamem, da je policija to včeraj zvečer zagotovila. In ko govorite o načinih preprečevanja antisemitizma, sem včeraj opazila, da ste v izjavi, ki ste jo dali pred protestom, zapisali, da se strinjate s protestniki. V zadnjih dneh ste se o Izraelu izrekli še na nekaj drugih načinov. In sprašujem se, ali razmišljate o tem, ali vaše osebno izražanje stališč o Izraelu na kakršenkoli način spodbuja antisemitizem v mestu. Ali kdaj pomislite, da morda ne bi smeli komentirati ali sploh odpirati te teme? V redu, to je pošteno vprašanje. Ali mislite, da s tem, ko ves čas govorite, kako slab je Izrael, morda vplivate na Jude? Zdaj vas želim samo spomniti na eno majhno ironično stvar, res majhno stvar, da je prav ta skupina ljudi, te liberalni, levičarski, psihotični antisionisti, tista, ki je od samega začetka govorila, da morate ločiti sionizem od judovstva. To ni isto. To ni isto. Lahko imaš rad Juda, a sovražiš sionizem, kaj ne? Oni so tisti, ki pravijo, da to ni isto. Ne morejo jih enačiti. Nimajo nič skupnega drug z drugim. To ni isto. To ni isto. Nismo mi. Mi smo ves čas govorili, da je to isto. To je isto, ker je sionizem pravica Judov, da imajo kraj, kjer lahko živijo. Kakorkoli, to je druga točka. Ampak oni so tisti, ki so prišli na idejo, da sta ti dve stvari popolnoma ločeni. In kako si sploh drzneš primerjati dve stvari? In vendar. Zdaj mislim, da je kritika politike neke vlade povsem ločena od sovraštva do ljudi določene veroizpovedi. In ni nobene tolerance do antisemitizma. Ni nobene tolerance do sovraštva do judovskih prebivalcev New Yorka. Kar smo videli znova in znova, na primer v zadnjem času pri risanju svastik na številne domove po Queensu. Ja. Newyorčanom sem tudi jasno povedal svoje iskreno mnenje o tem, da ko imamo nepremičninski sejem, to spodbuja prodajo zemljišč, kar vključuje prodajo zemljišč na okupiranem Zahodnem bregu v naseljih, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom. To je nekaj, s čimer se odločno ne strinjam. In verjamem tudi, da se s tem odločno ne strinja veliko Newyorčanov. Ker je to v središču stalnih prizadevanj za izseljevanje Palestincev iz njihovih domov. Tako da nekako vprašajo ga o porastu antisemitizma. In ta moški uspe to povezati s Palestinci. Si zato posebej presenečena, da njegova žena noče sedeti poleg Izraelca, ker je vse to laž. Antisemitizem. Grozno je, res grozno. Ne. Njemu je vseeno, obe veva to.
Gre samo za to, da ga to spravlja v slabo luč. In še enkrat, za tiste, ki se ne spomnite, to je Mamdani 10 dni po 7. oktobru. Edini način, da počastimo življenja tistih, ki so nam bila vzeta, je, da razrešimo okoliščine, v katerem vsi živijo. In to pomeni... Evo, prišlo je do pokola Judov, vendar je vse povezano z okupacijo. Vse je povezano s Palestinci. Vse je povezano s podporo ljudem tukaj, ki zares trpijo. Mamdani, tako prozoren, tako patetičen. Newyorčani morajo najti način, da ga odstranijo z položaja. V vsakem primeru se trenutno dogaja še veliko drugih sporov v zvezi z Mamdanijem. Lahko se o njih pogovorimo. Sporočite mi v komentarjih, če bi želeli. Ampak za zdaj mislim, da je ta popolnoma idiotska epizoda dovolj. Hvala za vašo pozornost. Maca.